Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Wow, tudi zato, ker je z nami Alja, ta moment šteje. Dobrodošla ti in tvoja ekipa. Hvala lepa, dober večer tudi vam. In vedno znova dobro jutro, življenje, kaj ne? Tako beremo, da si taka pozitivka. Tvoji Instagram in ostali sledilci se ne morejo načuditi, kako lahko objavljaš samo tako pozitivne poste. Ja, mislim, saj sem samo človek, tudi jaz imam slabe dni, ampak jaz verjamem, da pač treba gledati vedno, da je kozarec bolj poln kot prej prazen in verjamem v to, da si sami kreiramo dneve in torej, če si naredimo že zjutraj lep dan in če vidimo stvari dobro, potem je v bistvu to nekaj krasnega. Ampak kakšna je Alja, ko ni dobre volje? Madoniš, jaz sem temperamenten človek, tako da mogoče bi fante mogla vprašati. Ampak vseeno se mi zdi, da sem se kar naučila trikrat globoko vdihniti in potem spustiti stvar. Sicer pa se poskušam nejezitno, kar včasih ni težko. Ne? Mislim, ni težko, je težko. Ampak ne, če razmišljaš pozitivno kot ti, velikokrat poudariš tudi na svojem profilu, potem je svet takoj lepši, drži? Ja, res je. In ta pozitiva pravzaprav preveva tudi iz tvojih skladb. Dve bomo slišali danes, ekipa preverjena. Pravzaprav poslušalci vedno znova poplesavajo pod odri. Ti bi si želela, da še več, ne? Brez skrbi, brez skrbi. Čeprav vidim, da veliko nastopaš. Ja, takšne drugačne oddaje in ostale priložnosti. Ja, zanimivo, da kljub situaciji vseeno imamo kar zelo pester december, kar sem zelo vesela in hvaležna, ker konec koncev za glasbenika december, da ni delovni, je res čudena. Smo pa mislim, prav navaditi se moramo, da smo za novo leto prosti, ker to nismo res nenavajeni. Malček pa tudi paše, ne? Odpočiti si. Zelo malo, zelo malo. Zdaj nič več. Smo pa za Božič delovno, tako da v bistvu vsaj to, no. To je v bistvu naš zadnji koncert z orkestrom v Slovenj Gradcu. Sicer pa ja, tako kot sem rekla, jaz upam, da se čim prej vidimo nazaj, tako kot pač se zagre v polni postavi in v sezoni, tako kot pač smo navajeni. Mi si to želimo skupaj z vami. Sicer pa svoboda je, kot pišeš, Alja, prva človekova pravica, druga je razvoj in tretja sreča. Kaj je zate največja sreča? Mislim, da kar družina. Vedno znova ugotavljam, seveda, velika sreča je moja glasba, nasplošno glasba, ker to je nekaj, to je zame kot zrak, ampak ne znam si pa predstavljati življenja brez družine svoje, to je na prvem mestu seveda. In zdaj, ko mi čakam te praznike, čeprav nisem imela še nič časa okrasiti in speč, grozno, res se grozno počutim, ampak me mami kar to laži, saj bo že prišla na obisko boš, ne. Ampak res to je zame tako pomembno. Rada imam, ko se družine skupaj zbere, ko skupaj pripravljamo božično pojedino in zelo smo taki temperamentni, tako da pri nas je zelo glasno in zelo živahno za Božič. Poglej, glasbenike pa tudi ostale nasplošno sprašujemo, kaj je tisto, kar jim je prineslo lepega leto 2021, kaj boš rekla ti? Jaz mislim, da je eno tako močno spoznanje, kaj je v življenju pravzaprav pomembno, ne? Da so tiste majhne stvari, ki štejejo in so zares najbolj pomembne in da ne smemo imati stvari za samoumevne, ker niso. Recimo o tem tudi govori skladba, ki jo bomo kasneje slišali, Se živi, in dejansko pravim, da dejansko si moramo res sami narediti lepo, tudi če nam mogoče včasih življenje ne prizanaša, ker pa biti zaljubljeni, no, to sem še hotela reči, ker ljubezen nas gor drži in potem je res lahko leto lepo vseh 3-6-5 dni. Mi smo mislili, da bo kmalu poroka, glede na to, da si oznanjala za roko. Malo ste narobe interpretirali. Ta zaroka je bila zgolj v videu, se pa zavedam, da ljudje dosti hitro vzamejo za svoje tisto, kar želijo slišati in kar se jim zdi zanimivo. Tako da ne, zaenkrat še ne. Ti z mano znaš je ta video, o katerem govoriva, in ti z mano znaš je skladba, ki jo bomo kot prvo slišali na, rečeva lahko, Robinovem koncertu v živo z Aljo. Prosim. Hvala lepa.
Dober večer. Včasih se zbudim, siv in hladen dan, takrat me ti objameš in vem, da vse imam. Včasih je lepo, cvetijo polja sreče, takrat si ti ob meni, takrat mi je najlepše in naj traja. Zdaj zlata leta so pred nama. Ti z mano znaš, ti me poznaš, je lep občutek, ko veš, da vse imaš. Ti z mano znaš, nevihte sva prestala, bova ob zahodu za roke se držala. Ti z mano znaš, ti me poznaš, je lep občutek, ko veš, da vse imaš. Ti z mano znaš, nevihte sva prestala, bova ob zahodu za roke se držala. Mislim na jesen, še vidim se ob tebi, prinesi šopek cvetja na najina poletja in še traja. Ta zlata leta so pred nama. Okej, gremo družba. Ti z mano znaš, ti me poznaš, je lep občutek, ko veš, da vse imaš. Ti z mano znaš, nevihte sva prestala, bova ob zahodu za roke se držala. Ti z mano znaš, ti me poznaš, je lep občutek, ko veš, da vse imaš. Ti z mano znaš, nevihte sva prestala, bova ob zahodu za roke se držala. Ti z mano znaš, nevihte sva prestala, bova ob zahodu. Ti z mano znaš, ti me poznaš, je lep občutek, ko veš, da vse imaš. Ti z mano znaš, nevihte sva prestala, bova ob zahodu za roke se držala. Ti z mano znaš. Ti z mano znaš in Alja v prazničnem studiu Radia Rubin na Bevkovem trgu. Draga obiskovalke in obiskovalci, kar veliko vas je z nami. Veseli smo, da se veselite Aljinega obiska, ki beleži, Alja namreč, 20 let glasbene poti. In to lahko rečeva, Alja, uspešne, kaj ne? Hitro gre, moram kar priznati. No. Ja. Mislim, da teče že 21. leto letos. In lahko rečem tudi to, da v bistvu sem za vsako leto posebej zelo hvaležna. Bilo je res ekstra, veliko sem se naučila, veliko stvari V čem spoznala. si se najbolj spremenila? Prej smo spraševali mojo v smislu, kako iz leta v leto postaja tudi glasbenik bolj odgovoren, bolj zahteven do Res je. sebe. To velja enako tudi za Mislim, da tudi to, pa predvsem, recimo, če gledam, ne, jaz sem začela kot najstnica, sigurno se je tudi moja glasba ogromno spremenila v tem obdobju. Se mi zdi, da je vedno toplejša. Začela sem seveda kot mlada deklica v rock'n'rollu, seveda sem še vedno ljubiteljica rock'n'rolla, ampak mislim, da je prav, da se poslušam in grem v smer, ki mi trenutno odgovarja in ki jo res z srcem čutim. In takrat in danes ti starši stojijo ob strani, kaj ne, veliko smo brali, Vedno. predvsem mama je tista, ki te je vedno podpirala in pravzaprav skrbela tudi za tvojo podobo in vse ostalo. Na začetku. Ja, čisto na začetku.
danes pa starša nastopata tudi v videospotu. Ne moram verjeti, tudi sama ne, zato ker mi smo sicer zelo zaprti, kar se tiče medijskega sveta. Nikoli nismo želeli izpostavljati našega privat življenja in ko sem pa slišala pesem, ki je nastala z naslovom Se živi, to je čisto sveža, sem rekla, kdo drug kot ona dva lahko odigrata res pristno zgodbo. Sta ti res odličen zgled? Res sta mi odličen zgled. Hotela sem to povedati, da sta me večkrat zavrnila, ko sem prosila, če bi pač bila v videospotu. Ampak sta potem na koncu pristala, ker sem imela zelo tehten razlog, rekla sem, da jo bom do konca življenja gledala v videu in da bo to res krasen spomin in da ne bo hudo, da bomo fajn družba, da se bo ta zabavala, no in pol je mami tudi videla, da bo res skoraj krasno. Skoraj nista vedela, da sta snemala, tako sta se vživela v dogajanje. Res je. Bilo je nekaj posebnega menda, sicer pa s to pesmjo, ki jo bomo slišali kmalu, Se živi, praznujemo, kot praviš, ljubezen, veselje, poglede. Najbolj pomembne stvari v življenju. Tako, in poljube, ki ne jih bo veliko, predvsem teh prazničnih dneh drži. Alja, preden te spustimo k pevskemu mikrofonu, še ena misel zate. Žrebaj zadnje vprašanje, ki ti ga postavljamo, oziroma pravzaprav so to vprašanje pripravili naše poslušalke in poslušalci. In sicer, s katerim znanim Slovencem bi preživela zadnji dan v letu? Marička, zdaj glede na to, da si omenila zadnji dan, bi rekla z Janom Plestenjakom, ker mi je tudi on napisal to pesem z naslovom Zadnji dan. Z njo sem nastopila na EMI 2010. Konec koncev so pa z Janom tudi dobra prijatelja, zelo ga cenim in rada ga imam, no, tako da sigurno bi se imela veliko za pogovoriti o tem večeru. Mi dve bi lahko tudi še klepetali, kaj ne, govorili, ampak bova pobarvali dan ali prihodnje dneve, če rečem takole, s kakšno spodbudno mislijo za konec. Predvsem to bi rekla, no, dragi poslušalci, dragi vsi pravzaprav, imejte se radi, to se mi zdi v tem obdobju zelo, zelo pomembno, bodite strpni, pač pomislite kdaj tudi na koga drugega, ne samo nase, kako mu je in predvsem veliko zdravja, sreče, ljubezni vam želim, naj bo novo leto lepo vseh 3-6-5 dni. Res, naj bo novo, srečno, veselo, zadovoljno, tako kot je Alja povedala, zdaj bo pa še zapela. Se živi za poljube, dragi moji, se živi tudi nocoj z Aljo. Naj danes sonce obsije moj obraz, poljub naj ta na moja usta. Ker danes plešem, ljubim, pa je čas, naj teče bolj počas. Vse je še pred nami, vesok življenja, vse je pred nami, ocean veselja. Se živi, za poljube se živi, nas ljubezen ga drži, naj se pleše, ljubi poje, naj se ne mudi, dobro je to leto, vseh 3-6-5 dni. Ne čakam jutri, kaj prinese, se ne ve. Ljubim vsak preprost trenutek. Vse je jasno, kot nebo, da bogatstvo ni zlato. Se živi, za poljube se živi, nas ljubezen ga drži.
vaji. Krasno leto vam želim, naj bo lepo vseh 3-6 dni. Čau.